Zgodba stekleničke 13 je zgodba izdiha, spuščanja in smrti. In zelena v tem spodnjem delu je povezana s srčno čakro in z dihanjem. In je barva narave, gozda, dreves in zato tudi barva, ki predstavlja prostor in prostornost. Če si predstavljate, da stojite na vrhu hriba, odkjer imate en tak čudovit razgled. In to je tista prostornost, ki vam daje en občutek širine, eno novo perspektivo, en nov pogled. In ko vidite to širšo sliko, imate na voljo tudi več informacij za odločanje. In zelena je zato povezana z odločitvami. Zdaj, več o zeleni barvi sem povedala v enem drugem videu, ki ga najdete na mojem YouTube kanalu, tako da vas vabim, da ga poiščete in si pogledate. Zdaj pa, če ostanemo pri odločitvah in pogledamo besedo odločitev majčkeno drugače. To pomeni ločiti se od nečesa, smo že pri spuščanju. In v angleškem jeziku je to ta letting go. Od česa se morate ločiti, kaj morate spustiti, da naredite prostor za nekaj novega. Prozor na vzgornjem delu prinaša pa eno svetlobo v ta spodnji del in s tem čiščenje, jasnost in pa tudi razumevanje srca. Tako da steklenička številka 13 je povezana s tarot karto smrt. To je tista arhetipska energija, zaradi katere je ta steklenička povezana glih s spuščanjem in to z spuščanjem vsega, kar ni v skladu z našo notranjo resnico. In simbol smrti predstavlja eno splošno načelo spuščanja, opuščanja in tega, kar mora odideti. Ko transformirate stare omejujoče vzorce, se lahko rodijo in izrazijo novi. In to v bistvu ne samo vzorci, tudi deli zavesti. In nekaterim delom sebe se je pač treba odreči, če želite v bistvu postati celovitejši in bolj celostni. Ime te stekleničke na prvi pogled nima veliko smrtjo. Ampak v resnici, če pogledate, gre pri zdravljenju na kateremkoli nivoju za transformacijo oziroma preoblikovanje nekega zastaranega ali pa trenutno nefunkcionalnega stanja. In ta transformacija je nujno za vzpostavitev enega zdravega, harmoničnega stanja. Zdaj, aura soma je zelo tesno povezana s kabalo. Kabala je ezoterična tradicija, iz katere izhaja koncept drevesa življenja, alkimija in pa tudi tarot. Sam sistem izhaja iz Egipta in v aura somi so vsa ta znanja in načela vključena. Zato je tudi toliko učinkovita pri delu s svetlobnimi telesi. Namreč aura pomeni svetlobo, soma pomeni telo. In ravno ta povezanost aura some in pa kabale postavlja to stekleničko v bistvu tudi na drevo življenja. In predstavlja pot smrti iz sfere Tifaret v Necah. Tifaret je sfera lepote in harmonije, Necah pa sfera zmage, ki jo dosežemo, ko vzpostavimo tisto pravo ravnovesje med duhovnim in pa fizičnim delom nas samih. Se pravi, med višjim jazom in pa osebnostjo. In da bi se to zgodilo, mora vse, kar ni v harmoniji, umreti. Prav tako mora umreti naša identiteta, ki je vezana zgolj na to fizično telo. Zdaj, kaj to pomeni po domač? Energije te stekleničke vas popeljajo na notranje potovanje in pa eno transformacijo v globinah srca oziroma srčne čakre. Razkrije vam tudi v bistvu neko razumevanje srčnega trpljenja. Se pravi, če vse skupaj povežemo v nekaj bolj konkretnega in zemeljskega, ta steklenička omogoči, da vam je bolj jasno, zakaj morate ali pa ste morali doživeti neke srčne bolečine, kako spustiti negativna čustva iz srčne čakre, se pravi zamero, zavist, ljubosumje, sovraštvo in v bistvu razkrije tudi vašo notranjo resnico, se pravi resnico vašega srca. Pomaga tudi, da ste bolj iskreni do sebe, da ste bolj usklajeni z vašo srčno resnico in podpre vas, da jasno razumete in vidite, kaj mora umreti, če želite, da se rodi nekaj novega. V aura somi je v bistvu 7 nivojev, na katerih moramo nekaj spustiti, dovoliti, da umre, da se transformira vse tisto, kar nam ne služi več.
In steklenička številka 13 se uporabi za čiščenje in spuščanje na prvem nivoju, ki je povezan s korensko čakro. Zdaj še nekaj dodatnih informacij o tej steklenički najdete na spletni strani Lekarne za dušo. In pa obstajajo tudi druge stekleničke, ki jih lahko vidite in vsebujejo zeleno barvo, ampak v kombinaciji z drugimi barvami. In vsaka med njimi ima svojo razlago in ta razlaga se razlikuje tudi glede na to, a je barva zgoraj, a je spodaj, se je kaj spremenila, kakšna barva nastane, ko se dve steklenički zmešata. Zdaj vsako stekleničko morate začutiti, na en način vas mora poklicati. Zdaj, če zbirate z mentalom, to običajno ni najboljši način, ker naš razum ne ve, kaj potrebuje naše svetlobno telo. Poleg tega se vsaka steklenička vedno razloži tudi v kontekstu tistega, ki jo je izbral, in pa drugih posameznih stekleničk, ki se jih izbere na terapevtski konzultaciji, ki jaz pravim Zmenek z dušo. Na moji YouTube strani najdete še več video vsebin na temo aurasome in pa stekleničk. Spremljajte tudi zapise na blogu Lekarne za dušo. Vedno pa z veseljem organiziram vaš zmenek z dušo, kjer zberete 4 stekleničke, ki vam skozi jezik barv povejo nekaj o vaši dušni zgodbi. In to vam omogoči, da to dušno zgodbo ozavestite in jo začnete tudi živeti. Manca Razboršek je moje ime in sem svetovalka sistema Aurasoma od leta 2009. V tem času sem dejansko vodila že na desetine barvnih zmenkov med ljudmi in njihovimi dušami in vsakič znova sem hvaležna, da lahko prevajam jezik barv. V spletni Lekarni za dušo najdete vse kontakte, kjer me lahko dosežete, na istem naslovu www.lekarnazadušo.si pa lahko vse izdelke Aurasome tudi naročite, preberete njihove opise ali pa samo se pozanimate, kaj bi vam trenutno sedlo. Želim vam en čudovit pozdrav svetlobe in se vidimo. Čau, čau.